Da te ni sram, tukaj mene zdaj nateguješ. To je bilo res težko obdobje v mojem življenju. Ampak si ne bi mislil, kako gre lahko še slabše. Spet kličem za kredit. En mehen del starega kredita imam, ampak bi rad bivši ženi čim prej odplačal njen delež. Ja, nujno sem rabil kredit. Pa sem iskal rešitev in sem mislil, da se bo pa kar zdaj čudežno našla. Ko smo v stiski, smo zelo ranljivi, ne? In goljufi znajo to zelo dobro izkoristiti. Ja, Facebook me je prosil, da upišem geslo in sem ga, pol pa paf. Sam je začel pošiljati kar nekaj sporočila okrog, da jaz predlagam kredit. Pojma nisem imela, kaj se dogaja. Do zlorabe lahko pride tudi tam, kjer tega niti podrazno ne pričakujemo, ne? Posledice pa so lahko zelo resne. Če goljufom pošljete podatke, ne, posebej pa sken osebnega dokumenta, lahko to izkoristijo za krajo identitete in potem v vašem imenu goljufajo še druge. Vi pa se lahko znajdete v kazenski preiskavi. Malo mi je bilo sumljivo, ne? Ampak kaj češ, pač, to ni moj prvi kredit. Za vsak kredit moraš nekaj plačati, da ga dobiš. Pa sem pač plačal. Pošiljali so mi vsak dan nove stroške. Jaz tega preprosto nisem mogel več privoščiti. Pa sem prvič pomislil, aj to mora biti na tek. Na dan vam več. Na dan. Na srečo sem pol to nehal plačevati. Ampak kako sem bil pa jaz na Samiro. Pa zakaj glih mene hotela nategniti? Da te ni sram, tukaj mene zdaj nateguješ. Že itak nič nimam. Hvala Bogu sem pa dobil en mehen kredit na banki, k smislu, da so se problemi končali. Pa se je pa šele začel. Na internetu sem našel ful luštno stanovanje, veš, za hči. Ta Korošec je bil kot v Avstriji, ampak mi je poslal svojo osebno in takoj nakažem 3-mesečne najemnine. Grem pred bajto. Ni stanovanje. Tukaj gre za toliko krog enih prevar, ne? Če nam nekdo pošle sken osebnega dokumenta, še ne pomeni, da ga je res poslala ta oseba, ne? Goljufi ne bodo nikoli poslali sken svojega dokumenta, ne? Ampak vedno pošljajo kopijo, ki so jo dobili v eni prejšnji prevari. Takoj sem vzel to sliko s osebne izkaznice in sem jo objavil gor na internet. Veš, nisem vedel, da so njega tudi nategli, veš. Kraja identitete, ne, ima lahko hude posledice tudi v realnem življenju, ne. Zato zmeraj, če pošiljamo neke osebne podatke, sploh popolnemu neznancu, ne, dajmo orenk premisliti, če je to res nujno potrebno. Ne bi si nikoli mislil, ampak bil sem del prevare na internetu. Nisem vedel, kaj je kraj identitete. In lega, pa se to meni naredi. Samo en klik si stran, samo en klik si stran še od mene, samo en klik si stran, en klik stran od mene. Si rekla, da ne bo, za naju, da ne bo več sonca, ko boš prišla zares. Boš naj, kar sploh poznam, zato mi ne pošiljaj slik.